Z nami je že dr. Miha Bobič, predsednik iniciative Inženirke in inženirji bomo. Gospod Bobič, kakšne inženirke in inženirje potrebuje Slovenija? Predvsem dobre, pa velikih potrebujemo. In sicer inženirstvo se v današnjem času izredno veliko spreminja in spremembe so predvsem vidne v multidisciplinarnosti, ker programske rešitve se povezujejo z rešitvami v domenskem inženirstvu in domenski inženirji potem morajo nekako poznati programske rešitve, medtem ko programerji morajo pa poznati domensko znanje in se v bistvu začeli znanje v inženirstvu izredno prepletati. Kaj pa je po vašem mnenju najšibkejši člen inženirske verige v Sloveniji? Ja, seveda proizvodnja novih inženirjev, zato imamo tudi inicijativo Inženirke in inženirji bomo, kjer želimo čim več mladih navdušiti, da bodo v bistvu šli na STEM študije, se pravi Science, Technology, Engineering and Mathematics. S tem se bo povečal nabor, istočasno se mora pa tudi povečati kakovost, tako da ne bodo vsi zlati maturanti končali na družboslovnih študijah, ampak da bo fair delež na družboslovnih in na osnovnih študijah. Se pravi, imamo ogromno rezerve na področju deklet. Seveda, zato pa imamo inženirko leta. Inženirka leta je vsako letno podelitev najbolj, inženirki, ki ni najboljša, je sicer super dobra, ampak ima najboljšo zgodbo. In ta najboljša zgodba v bistvu naj bi vžgala iskro pri mladih dekletih, da se bodo tudi one navdušile za inženirstvo, pa seveda pritegnile fante. Inženirji in inženirke so nekakšni superheroji lahko za širšo družbo, tudi je inženirstvo individualen ali ekipni šport? Inženirstvo je včasih mogoče bil individualen šport. Temu že dolgo časa ni več tako, kot sem rekel prej. Inženirstvo je postalo tako multidisciplinarno, da en sam ne more rešiti vsega. Zato so v bistvu v inženirstvu so se pripeljali novi pristopi preko projektne vodenja, preko agilnih pristopov in vsi ti pristopi vedno bolj povezujejo različne inženirje med sabo, da v bistvu kot ekipa pridajo do končnega izdelka. Kaj pa denar? Kakšno vlogo igra denar? Recimo v Silicijevi dolini vidimo velika podjetja, korporacije svetovne, oni vržejo denar za rešitev problema. Kaj takega pri nas ni mogoče zamisliti, da bi dobili milijone, milijarde? Mislim, da moramo tle malo ločiti dve stvari. Ena je venture capital, druga je pa IPO. Venture capital zelo dobro ve, kam daje svoj denar. Daje samo tiste projekte, za katere mislijo, da bodo uspeli. Obstajajo pa projekti, ki imajo pa izredno dober marketing. In te projekti pa lahko potem prodajo ogromne količine delnic in to zgleda, da ljudje vržejo denar, ampak to nima veze z venture kapitalom. Tako da v Sloveniji je ta trg venture kapitala relativno šibek, ampak po drugi strani imamo pa dovolj močno industrijo, ki v bistvu se skozi ozira po startupih in tisti startupi, ki so seveda atraktivni, ki imajo te prave rešitve za te prave probleme, potem jih večja ali manjša podjetja kupijo. Kakšen pa bi bil vaš recept, da Slovenija postane inženirska država? Ja, predvsem več inženirjev na fakultetah, strojništvo, elektro, programerstvo in tako naprej, matematika, po drugi strani pa potrebujemo razpršitev možnosti, če pogledamo, Ljubljanska univerza je izredno močna, medtem kar je v Gorici, v Novem mestu pa v Mariboru pa relativno šibko. Kaj pa vi ste zagovornik širine ali specializacije? Načeloma mora vsak inženir biti specializiran za nekaj. Tisto nekaj mora pa znati umestiti v širše okolje, kar pomeni, da v bistvu istočasno mora biti dovolj odprt, da razume širino, istočasno mora biti pa strokovnjak. Zdaj pa v Sloveniji je populacija relativno majhna, se pravi za izredno globoko strokovnost mogoče ni prostora. Tako da je verjetno boljši za slovenske inženirje, da dobijo izredno široko znanje na fakultetah, potem pa se usmerijo v določeno področje, ko pridajo do ali svojega startupa, ali se zaposlijo v kakšni firmi, ali pa ostanejo na fakulteti. V vašem predavanju ste tudi omenili, da smo Slovenci že bili svetovni inženirski prvaki skoraj 100 let nazaj. Kdaj bomo spet osvajali svetovna prvenstva? Kaj še čakamo? Čas je zdaj. V bistvu, tako kot sem rekel, zelena preobrazba je here and now. Vsi smo na istem.
tekma se je začela, zdaj tisti, ki bo hitrejši tekel, bo zmagal. Gospod Bobič, najlepša hvala za vaš čas in vaše odgovore in uspešen tek še naprej.